Obrnimo se k Hormuški ožini, kjer napetosti zaradi ameriško-iranskega pomorskega soočanja še naprej naraščajo. Ta ozka vodna pot, po kateri običajno potuje približno 20% svetovne trgovine z nafto in plinom, je povzročila, da svet diha le še hlape. Več kot 20.000 mornarjev na 1500 plovilih je obtičalo na mestu. Z nami je zdaj kapitan Zar Irani, predsednik Constellation Marine Services in eden najbolj izkušenih pomorskih svetovalcev v regiji z več kot 35 leti izkušenj na morju, ki nam bo podrobneje predstavil operativne razmere na morju. Pozdravljeni in hvala, da ste se nam pridružili s kopnega. Veselje je moje, najlepša hvala, da ste me povabili. Torej, najprej glede na vaše izkušnje v tej panogi in dolge dneve, tedne in mesece na morju, se osredotočamo na gospodarski vpliv. Ampak moramo se zavedati, da je več kot 20.000 mornarjev in 1500 plovil obtičalo. Kakšna je ta izkušnja? Zelo strašljivo za njih, moram reči. Biti na morju je že samo po sebi dovolj težko. Saj si daleč od družine, ampak moram reči, da je to izjemno težka situacija za naše mornarje, ki ne vedo, kdaj bodo zamenjani, niti ne vedo, kam je načrtovano naslednje potovanje. Ne samo za njih, zaskrbljujoče je tudi za tiste družine, ki so doma in skrbijo za svoje bližnje, ki so na teh ladjah. Ker so negotovosti in še vedno prihajajo poročila o tem, izstrelki in rakete letijo nad njihovimi glavami, poročajo celo o napadih na plovila, ki so zasidrana ob zahodni obali ZAE. Kaj se zgodi? Kako pridejo do hrane? Ali imajo, elektriko ali prostor, kjer lahko sploh napolnijo telefon? So popolnoma izven dosega in brez povezave? Ja, imajo generatorje na krovu in na voljo je zaloga goriva. In seveda še pomembnejša stvar je voda, ker ladje proizvajajo vodo, poplujejo po morju, ampak ko so statične, je proizvajanje sladke vode izziv. Lahko pa vam povem, da so vsaj ob obali ZAE zaloge osnovnih stvari, kot sta voda in hrana, precej lahko dostopne. Ampak to velja za plovila, ki so na sidrišču Dubaj, sidrišču Šardža, sidrišču Ras Al Khaimah. Spet ni bilo ravno običajno, da bi plovila dobivala vodo s pomočjo barž. Vse ladje običajno dobijo te osnovne zaloge, ko so ob pomolu in v pristanišču. Tako obstajajo priključki in cevi, kjer enostavno dopolnijo zalogo sladke vode in nadaljujejo svojo plovbo, če je potrebno. Ko so na aktivnih plovbah po morju, tega sploh ne potrebujejo. Torej, to so težave, vendar pa na krovu obstaja tudi racioniranje. In večji problem je za plovila, ki so bolj v notranjosti, stran od obale, ne v teritorialnih vodah obalnih držav, kot so Bahrajn, Katar, Kuvajt, ZAE, ki so trenutno najbolj priročna pristanišča za tovrstne zaloge. Ali obstajajo kakšne možnosti preusmeritve okoli rta dobrega upanja z uporabo alternativnih cevovodov? Ko so enkrat noter, so noter. Dokler niso zunaj hormuških vrat, žal ne morejo odleteti ven. Torej je preusmeritev možnost, ko plovila ne prihajajo noter v Arabski zaliv, če smem reči. Ampak če so noter, morajo nekako najti način s tovorom ali brez, da pridejo ven in potem najdejo najemno pogodbo in rešitev. Obstajajo plovila in splošni lastniki ladij to počnejo. Plovila plujejo gor in dol po zalivu, da lahko proizvajajo vodo. Ampak to je drag način pridobivanja vode, saj za delovanje generatorja sladke vode kurijo gorivo. Čudno je pomisliti, je nelogično, da je težko priti do vode, ko so obtičali na vodi. Težko si to predstavljaš, ampak vem, da je resno. Za konec, preden zaključimo, glede na to, da imate desetletje izkušenj v Perzijskem zalivu, kaj je tista ena stvar, ki jo javnost ali odločevalci morda podcenjujejo glede dolgoročnega vpliva na ladjarsko panogo in svetovno gospodarstvo?
Lejte, osebno menim, da je zamenjava posadke zelo, zelo pomemben vidik, ki ga je treba upoštevati. Ljudje na ladjah, ki so zaključili svoje pogodbe ali imajo resne nujne primere doma, imajo izjemno velike težave pri iskanju zamenjav. Ker nihče, ki razmišlja trezno, noče leteti na ladjo, ki je v vojni coni. Tudi če jim ponudijo dodatek za nevarnost, je zanje izjemno težko dobiti zamenjavo, ko se pogodbe iztečejo ali pride do nujnega primera. Tako da lastnikom in družinskim članom moram reči, da morate zdržati. To so žal težki časi, zelo nenavadni, ampak če lahko mimogrede v in izzaje, če so pripravljene posadke, da se pridružijo tem plovilom, je menjava posadke mogoča. V Zaje živim že 22 let. Trenutno sem na dopustu v svojem rojstnem kraju v Puneju. Lahko pa vam povem iz virov, ki jih poznam, še včeraj, da se menjava posadke dogaja precej aktivno. Na sidrišču poteka oskrba z vodo. Na sidrišču v Dubaju je približno 200 ali več plovil, saj je to eno najbolj aktivnih pristanišč, kjer tem plovilom zagotavljajo vodo, hrano, zaloge in gorivo. Torej vse to dogaja, vendar redko in v majhnem obsegu. Kot sem rekel, so logistične težave. Komaj 2 ali 3 barže vozijo vodo sem in tja, da bi poskušale oskrbeti toliko plovil, ki jo potrebujejo. Torej je mogoče, vendar je situacija obupna. To ni normalno in je zaskrbljujoče za tiste na morju, na teh ladjah in za njihove družine. V redu, najlepša hvala. Zelo, zelo zanimivo je izvedeti, kako je to v resnici videti od znotraj. Kapitan Zahar Irani, še enkrat hvala. Hvala, da ste nas povabili, z veseljem.